Lep pozdrav. Kolikokrat rečete, da vam gre kdo na jetra? Pa mogoče veste, zakaj ravno uporabimo ta izraz. Ampak daoisti, ki poučujejo, da vse izvira iz nas, povedo, da se prav na jetrih vidi vaša jeza, kajti ta onemogoča normalno delovanje jeter in seveda vemo, da so ta pomembna za čiščenje krvi. Našo gostjo že redni gledalci poznate, to je gospa Herta Kosmina, ki je strokovna sodelavka podjetja Biovis in danes bova prav govorili na to temo za jetra čiščenje. Mi, da sva že tako ubrani tim, da sva že celo barvno usklajeni. To nam je res uspelo. Ja, že imava takšno energijo, da točno veva, katere barvi. Da se ulovimo. Točno tako. Začela sem v tej jezi, Nekako pravijo, da se kopiči potem na jetra, pa ne samo to. Jaz velikokrat rečem, da če mi smo tudi jezni, pa da ta stres zadržujemo v sebi, nekje more nekaj izbruhniti ven. In pravijo, da vsaka taka jeza naredi na naših jetrih en taki vozel. In potem se to nadaljuje in več kot je teh vozdov, slabše je. Tako da vsekakor ni dobro došlo, da smo preveč pod stresom pa jezni pa tako naprej, kot ste rekla. Dostikrat rečemo tudi, da ima nekdo zamaščena jetra, ampak jetra, ko sem se poglobila malce v to temo, to je tako široka tema in tako obširna, da ste rekli tudi, da bi lahko 2 oddaji imeli o tem. Res je, lahko bi govorili še in še, ampak glede zamaščenosti jeter je to tako, ko imamo mi več kot 5% maščobnih teh celic na jetrih, pač že govorimo o zamaščenosti jeter. In velikokrat pride tako kakšna stranka k meni, tam, ko se srečamo na terenu, pa reče, veste, je rekel zdravnik, da imam zamaščena jetra, in potem sem rekla, in kaj zdaj? Ja, nič, je rekel, ampak resnično že takrat bi bilo dobro narediti nekaj v tej smeri, da ne bi bila zamaščena. Zato, ker vseeno, če so, potem vemo, da določene funkcije se začnejo zmanjševati. Niso več tako 100%, kot bi lahko bile. In zakaj čakati, da nastane eno določeno obolenje, če bi bilo na začetku kot preventiva veliko lažje vse to odpraviti. Ali pa potem vsaj popravljamo, če se že prej ne zavedamo. Potem moramo že popravljati, ampak mi vemo vedno, da pomeni 1 gram preventive več kot 1 kilogram kurative. Tako da preventiva je veliko lažja. Govorili ste o samem prečiščevanju, sodelujete tudi z zelo znanim doktorjem Tomislavom Majičem iz Šmarjeških Toplic, morda gledalci tako poznajo, če to omenimo. Sploh tisti, ki so imeli kakšne določene probleme, kar se tiče kardiovaskularnih obolenj. Ampak vi sodelujete z njima, on spodbuja prečiščevanje. V bistvu formula Liver Protecta, tega proizvoda, ki ga imamo danes tukaj, o katerem bomo govorili, predvsem proizvod za čiščenje in regeneracijo jeter, je formula dr. Tomislava Majiča, kar pomeni, on je že leta in leta zdravnik, tisti, ki ga poznajo, on je primari, zdaj še vedno honorarno deluje v Šmarjeških Toplicah, pa tudi ukvarja se z raznimi programi, bom rekla, tudi po teh zdravstvenih wellnessih in tako naprej. In on tukaj noter v tem Liver Protectu, jaz bi rekla tako, da je to njegovo življenjsko delo, vse njegovo strokovno znanje, pa vse njegove izkušnje. Kajti veliko ljudi, ki ima probleme na začetku lahko z zamaščenostjo jeter ali pa, bom rekla, s kakšnimi drugimi temi majhnimi problemi jeter, se potem tudi te stvari lahko na koncu razvijajo v kardiovaskularna obolenja, pa tudi obolenja živčevja, vseh teh stvari. Recimo holesterol, imate že ena taka stvar, ki direktno izhaja iz jeter, potem pa vpliva na ožilje in na kardiovaskularna obolenja. Zato so potem krive maščobe, ampak niso pa vse maščobe slabe, to ne smemo zdaj tako. Ne, to sploh ne smemo mi mečati v loncu, vse maščobe v isti lonec. Ne samo nenasičene, tudi nasičene maščobe mi rabimo. Mi moramo imeti pravilno sorazmerje maščob, to je bistvo. In da lahko vzdržujemo. Zdaj, mi ne moramo v isti lonc vršiti, eno dobro maščobo, dobro sušenega pršuta, recimo, če rečem jaz, ki sem skrasa, pa eno oksidirano in zažgano olje, ki je imamo, rekla, po ne vem kolikokrat uporabljeno pečenje, pa tako naprej. Ampak pri holesterolu je vseeno tako, 80% holesterola vam tvorijo jetra. Samo 20% ga vi vnesete s hrano. In je to izjemno pomembno zdaj, ali jetra pravilno delujejo ali nepravilno delujejo.
So To je naša bistvo. kemična tovarna. Ja, pravijo tako, da so kemična tovarna, predelajo vse, kar smo mi vnesli s hrano, recimo vse konzervanse, vsa barvila, vse odpadne snovi, vse, kar smo vnesli z raznimi parfumi, kremami, barvami za lase in vse te stvari, ne. Tako da vse morajo naša jetra predelati, sčistiti, pravilno presnovati, ne, izločajo določene prebavne encime, vse to stvari, ne. Veliko se govori o tem prečiščevanju, ne? Potem, koliko časa pa moramo to izvajati? Ali je to samo ena kura, po domače rečeno? Zdaj, Ali... tudi dr. Majič on je rekel, če nimamo posebnih problemov, je lahko ena kura dovolj. Ne? Ja. Če pa vemo, da imamo holesterol, da imamo, rekla, kakšne probleme glede gama testov, ne, že da so povečani ali pa tako, potem je to 3-mesečna kura. Ne? Aha, toliko. To, ja, vsekakor. Torej, glede na to, da imamo tukaj le vaš proizvod, za koliko časa se uporablja? Ta proizvod je za 1 mesec. V tem proizvodu so noter dve vrsti kapsul. To je Formula 2 in Formula 1. Ne? V tem proizvodu je tako, to imate izvleček šisandre, imate izvleček pegastega badlja. Ne? Ta je zelo dober, ja. To ni sušeni, samo sušeni pegasti badelj, to ni suhi izvleček, ampak je vezan na fosfolipide. Zato dr. Majič je rekel tako, ne, če nimate snovi vezanih na fosfolipide, vam v jetra sploh ne pridejo. In grejo lahko samo mimo in v bistvu vi veselo jemljete, mislite, da bo enih določen rezultat, ampak na koncu ni ne vem kakšnega rezultata. Sploh jetrne celice imajo ene določene zahteve, da snovi spustijo vase. In zato je v bistvu ta preparat naredil tako, da je vezal na te fosfolipide, to so ene določene maščobe, ki omogočajo, da snovi prehajajo v jetra. In zato je tudi on tako izdelal v dveh formulih ta proizvod in se jemlje skupaj. Zdaj zjutraj se vzame obe, zvečer se vzame pa samo še dvojko in je narejeno tako, da vam prečisti, ne, jetra in regenerira, zato da bojo jetra lahko tudi pravilno delovala. Ne? Ampak moramo potem ta dan kaj posebej jesti ali bi bilo dobro verjetno, ali ne? Dobro, bom rekla, jaz tako rečem, ne, včasih, če se izogibamo vseh teh belih stvari, smo zmagali, ne. To imate, bom rekla, bela moka, bel sladkor, pa tudi mleko. Ne? Sploh, če je to homogenizirano mleko. Ne? To je mleko, ki je tako razbito, da enostavno naše celice ne prepoznajo maščobe in jo ne presnovijo in to direktno gre v kri. Ne? Zdaj ste že druga gostja, ki je govorila o tem mleku in zdaj sem dobila signala, ne, da bomo morali narediti še eno oddajo o mleku, ne? Ampak o tem kdaj drugič. Torej, spoštovani gledalci, dr. Majič formula, ne, če vas zanima za prečiščevanje jeter, lahko nas pokličete na tudi telefonsko številko, ki bo ves čas v oddaji zapisana na zaslonu. Koliko stane? 54,80. 54,80, številko pa da povemo 01 589 66 36 in lahko že pokličete zdaj, glede na to, da vam predstavljamo izdelek. Morda imate kakšno težavo, pa tudi če ne, dobro, preventivno, da Preventivno en mesec bi morali vsi narediti, ne? To je rečemo, pokličite. Ja, v bistvu bom rekla tudi tako, ne, nas so vsa verstva učila, da bi enkrat na leto naredili eno tako čiščenje telesa, ne, pa jeter pa tega, ne. Samo v bistvu potem mi smo to vse nekako izgubili zaradi preobilja ali kakorkoli, ne. Nekateri se tudi pustijo in potem v bistvu prečiščujejo petkih. Ja, tudi to, samo to je v bistvu en dan na teden, to tudi dr. Majič zagovarja, ne? Da v bistvu en dan na teden nekako se pustimo in ne uživamo vsega tega, kar bi mogli, sicer tekočino moramo, pa določene, lahko tudi kakšne zelenjavne sokove, pa te stvari. Ne? No, ampak če ste omenili tekočino, pa potem lahko že kar poveva o tem tako, drugem izdelku, ki bi ga bilo tudi dobro uporabljati, lahko skupaj, lahko posebej. To je en poseben čaj, ki deluje, bom rekla, tako res udarno, sploh pri tistih, ki imajo še določene probleme z žolčem. Ne? In zato je ta čaj res narejen v tej smeri, da čisti še žolč in enostavno, bom rekla, spodbuja tudi čiščenje vseh teh snovi iz organizma. Mi včasih tudi preveč pozabimo na vnos tekočine. Ja, in mi vedno svetujemo 3 deci na 10 kg telesne teže. Se reče 70 kg, 2 litra in 1 deci.
Ne? Ker sploh pa pri čiščenju telesa je potrebno še toliko več. Ker naš organizem, če ne uspe čistiti skozi ledvice, skozi prebavni trakt, potem čisti skozi kožo. In potem se zgodi včasih, da imamo lahko tudi mozolje po koži, pa tako naprej. In rečemo, kaj pa zdaj, ne, zakaj pa? In lahko so vzrok jetra, ne, ker ne uspejo čistiti, potem imate lahko mozolje tudi po telesu. Predvidevam potem, sicer je to tudi hormonsko pa starostno pogojeno, da imajo najstniki te težave. Hormonsko tudi, bom rekla, velikokrat je tudi pri, ko se menjujejo hormoni, ne, pri najstnikih, tako kot ste rekla, takrat je veliko teh snovi, ki bi bilo treba čistiti, pa bi že veliko več tekočine mogoče pomagalo tudi. Ne. Ko ste prej omenili žolč, zanimiv mi je bil podatek, da dnevno tvorijo torej naša jetra pol litra žolča, ki ga potem spuščajo po tistih žolčnih poteh. Ja, pa žolč, pa to, ne. Potem pa pride do tega, da imajo ljudje operacijo žolča, ne, in potem se mi zdi čudno, zakaj se veliko slabše počutijo, ne. Žolč je koristen v našem telesu, zdaj sicer njim odstranijo žolčnik, ne, žolčnik jim odstranijo, žolč pa ostaja, ne. Samo je pa vsekakor veliko večja obremenitev jeter, če mi nimamo žolčnika. In včasih potem se pride tudi do tega, da imajo veliko kislino v želodcu. Zgaga teče. Ja, ker se vračajo določene snovi v želodec. Ne? In zato sploh tisti, ki so imeli eno določeno operacijo žolčnika, je izjemno priporočljivo, da naredijo enkrat na leto potem čiščenje jeter. Ne? Na tak način v kombinaciji sigurno najboljše. Ne? In to je dobro, ker razgraja maščobe, kot sem prej omenila. Ja. Jetra tudi, bom rekla, izločajo prebavne encime. Ne? Če mi nimamo dovolj prebavnih encimov, potem smo takoj napihjeni. In znak problemov z jetri je, bom rekla, napihjenost tukaj čez. Ja. Ne? Potem rečejo tako, jetra ne bolijo, ampak vemo, da jih imamo. Ne? To je potem ta desni predel, kot da nekaj tukaj nas tišči, ne? Ampak tako. Lahko je še tako zbadanje, bom rekla, pod desnim lokom reber, ne? In drugače pa v glavnem zmanjka energije ljudem. Zmanjka energije, ne? Predvsem so veliko bolj utrujeni, pa ni tisha, pa posledično, reka, tudi pri moških je lahko zmanjšana možnost erekcije. Zanimiv je bil tudi podatek, ko ste prej omenili utrujenost. Veliko žensk, sploh pa mogoče srednjih let, omenja, da so utrujene, ne, in temu prepisujejo mogoče drugo starostno obdobje. Zdravniki pa v bistvu opozarjajo, da naj bodo sploh ženske srednjih let osredotočene na srbenje kože, torej posledično utrujenost, ker to lahko izvira iz jeter. Mogoče samo še zanimiv podatek za gledalce. Zdravniki opozarjajo tudi, da je lahko znak za tumor na jetrih, bojda se pojavi bolečina v desni rami, ne, ker je tako imenovana presena bolečina, ki pa izvira iz jeter. Tako zelo zanimiv podatek za gledalce, ne, da morajo biti previdni, ne, na te stvari. No, kar ste pomenili samo tekočino, torej za čaje ne rečemo, pa saj imamo doma. Kakšnega dala mama, babica, ne? Koncentracija je tukaj izjemno visoka, ne, tega čaja. To je tako, naredi se 1,5 litra vode, eno samo vrečko. Eno samo? Eno samo vrečko v 1,5 litra vode. Ko se voda zavreje, se vrže noter eno vrečko, pusti 10 do 15 minut in potem se vrečko vzame ven in se čaj pije v toku celega dneva. Ne. Tako da, kar se tiče tako, ko se neka kombinacijo, ljudje čutijo tam v 5-6 dnevih. Ne. Tukaj čez se sprosti, začne se vračati energija, lahko tudi ena določena sprememba celo na blatu in tako naprej, ne, ker se pač vse skupaj poveže v prebavnem traktu. Kar ste pa prej rekla glede hormonov, ne. Hormoni so v bistvu se pretvarjajo v jetrih in v prebavnem traktu. Tako recimo tisti, ki imajo probleme s ščitnico, ki mogoče jemljajo Eutirox, ne, pa še vedno ni tistega stanja, ko bi moglo biti, pa še vedno ni tiste energije, ko bi moglo biti. Hormon T4 v aktivni T3 se presnavlja v prebavnem traktu in v jetrih. In tudi, če jemljajo določene stvari, je lahko, bom rekla, še vedno ni tista prava energija, kot bi lahko bila. Ja, kot ste omenili, v bistvu prav v jetrih se metabolizira večina zdravil, ne? Ja, itak potem vsi tisti, ki imajo določena zdravila,
imajo toliko bolj obremenjena jetra, ne? Sploh recimo statini, ne? To so ta zdravila, ki jih jemljajo za holesterol, v bistvu delujejo direktno na jetra, ne? Ker zavirajo tvorbo holesterola v jetrih. Ne? In zato je še toliko bolj pametno, da se naredi čiščenje jeter. Ne? Če lahko greva zdaj samo k čaju, ne? Ker smo ga že prej omenili, ker ste rekli, da ima toliko učinkovin. Notri je zeleni čaj, potem melisa, šipek, potem imate pa še te azijska zelišča, ne? To so ta listi perile, listi lotosa, stok malva. To so resnično zelišča, ki delujejo na čiščenje žolča. Istočasno tudi izjemno dobro na čiščenje ledvic. Ne, ker določeni kristali, če se v jetrih nepravilno presnovijo, pa ni določenih žolčnih kislin, da bi razpadli, se potem lahko ustavljajo na ledvicah. Ne. Na tak način se tudi tvorijo ali, bom rekla, žolčni kamni ali ledvični kamni. Ne. Prej ste omenili v bistvu napenjanje, samo probleme pri prebavi in prav poprova meta, ki jo tudi združuje tale vaš izdelek, deluje, ne, za pospešitev prebave proti napenjanju. Kot en določen prebavni encim, ne. Zato tudi rečejo, da če mi želimo boljše presnavljati hrano, lahko pri kuhanju dodajamo več zelišč. Ne. Prej so omenili stres pa jezo. Melisa, ne, se uporablja v bistvu za blaženje teh učinkov proti živčni napetosti. Vsaj malo sprostitve. Ne. Ko smo mi malo bolj sprostimo, potem so tudi ti kanali, ki se pri jetrih, pri žolču se boljše sproščajo. Ne. Zato imate tudi tukaj noter. Ne. Noter so vsi B vitamini, ki vplivajo na to. Ne. Tudi pri liver protectu imate ta B6 pa folna kislina, ne. Pa imate L-arginin, ne, ki nekako širi tudi žile, da se to lažje, bom rekla, prečisti. Holin, ki je drugače tudi za možgane izjemen. Ne. Vi ste zakladnica znanja, vse veste. Ja, toliko let mora nekaj biti, pa sploh, če delate svoj posel z veseljem. Ne. Se vam vidi, no? 20 let, bom rekla, na tem področju nekaj mora ostati. Dovolite samo, da za naše gledalce ponovim telefonsko številko 0158 966 36, kamor lahko pokličete za naročilo teh izdelkov. Gospa Herta vam jih tako dobro predstavlja, mislim, mene ste prepričali. Samo, ne, šipek je tudi vsebuje. Prebrala sem, in to mi je bil res zanimiv podatek, mogoče tudi za naše gledalce, da ga uporablja in ga je priznala tako tradicionalna, ne, kot tudi uradna medicina. Bojda je to eno redkih plodov narave, pri katerem pa se medicini ne v tem ne prerekata. Ja, res je, pravijo, da je edino pri šipku, ne, vi lahko skuhate čaj, pa imate še zmeraj aktiven C vitamin, ne. Aha. To je res. Potem zeleni čaj je tudi lahko kot osvežilna pijača. Kopriva je noter, to morava povedati. To so vedno, bom rekla, stvari, ki čistijo organizem. Ne. Zato je pa tudi kombinacija, bom rekla, teh dveh preparatov res tista udarna. Ne. In se tako, kot recimo mi, kadar delamo na terenu, pač imamo ene določene stranke in čez en mesec pridejo te stranke nazaj, ne, in pri nas morajo ti artikli delovati. Ne, ker drugače bi čez en mesec rekli, aha, kaj ne, zdaj ni rezultata, ampak res moram reči, da preden sploh pridejo, se usedejo in rečejo, moram reči, to pa je bilo tisto, ne, pravo. Ne. Zdaj lahko tudi naši gledalci to preizkusijo, če še niste, ne. Torej, lahko pokličete na zapisano telefonsko številko. Samo ceno še mogoče poveva za čaj. 16,70 €, tako kot sem rekla, za 30 dni po liter in pol čaja in 54,80 imate Liver Protect, jaz bom rekla tako, vreden vsakega centa, če ne še, bom rekla, resnično, vrednost njegova je večja od cene. Če se samo vrnem prej na koprivo, ne, to je tudi tema, o kateri bi lahko govorili s kakšno zeliščarko, ampak sem pa tako, da je bila pozorna, ne, da v bistvu Avstrijci uporabljajo koprivo v kakšnem znaku, ne, in sem potem šla malce za tem, glede na to, da je to v vašem čaju, starogermanski mitologiji je bila v bistvu simbol boga strele in zato jo Avstrijci uporabljajo, ne, da se varujejo pred tem. No, vidite, to pa zdaj lahko varuje pred udarom maščob na jetra. Ja, res je. V glavnem, bom rekla, pri jetrih je tudi izjemno pomembno vezava železa, recimo.
Ali ima kdo premalo železa, ali pa tudi tisti, ki imajo včasih preveliko vsebnost železa, ne. To pomeni, da jetra ne uspejo čistiti ven, ne, in kar pomeni spet čiščenje jeter bi bilo v tem primeru izjemno dobrodošlo, ne. Če je problem v jetrih, potem je velikokrat preveliko znojenje, ne glede, bom rekla, na to, kakšen je, ali je vroče ali ni vroče, ne, je veliko znojenje, ne. Tako da jetra so včasih potem povezana tudi z oteklimi nogami. Jaz tega ne bi nikoli, res, to je bilo čisto, smo tako povezali, ko je ena gospa klicala in je rekla, da je zdravnica, ki je imela pač zatečene noge, jo dala na testiranje jeter in so bili gamma testi povišani. In ko je prečistila jetra, noge niso bile več zatečene. To pomeni, da ko zaznamo te znake, Velikokrat bi lahko pomislili na jetra. Na to, pa potem gremo zdravniku in nas da na dodatne preglede, zato da se lahko prepričamo, če imamo prav, kar ste nas zdaj poučili, ne? Ja, to je res. Ampak Drugače pa lahko preventivno očistimo jetra, ker se nam naredi škode. Ja, prekoristi, ne? Ja, res je. Tako, če razmišljam, dostikrat rečemo, če ima kdo okvaro jeter, da to je pa sigurno ne zaradi alkohola, pa ni prav, ne, ker s tem lahko delamo človeku krivico. Ni, ne, zdaj imamo, največkrat je ta metabolni sindrom povezan, ne, s tem zaradi recimo vnosa ali sladkorjev ali postopoma potem še zaradi stresa in vse skupaj pride do okvare jeter, ne. Ali lahko razložite zdaj našim gledalcem, kaj je to metabolni sindrom? Metabolni sindrom je v bistvu tako, ne, najbolj je viden tako, da se poveča obseg trebuha pri starejših populaciji. Recimo, ne vem, ni močen ramena, niso močna noge, niso debele, če tako rečem, je pa obseg trebuha tisti, ki je prevelik in potem jetra začnejo slabo presnavljati, zato ker niso tako čista, kot bi lahko bila, in potem se postopoma vežejo 3 obolenja. To so sladkorna, povišan krvni tlak in holesterol. To so se najde 3 skoraj obolenja, vsak ki se nekako... starostnik Ja, tudi. velikokrat bom rekla, to so 3 obolenja, ki hodijo skupaj. Zdaj, katero pride prej, je odvisno, ampak v bistvu je tukaj potem glavni izvor v prebavnem traktu, ker potem posledično, ker jetra ne delujejo tako, kot bi mogla, se začne izločanje manj prebavnih encimov, ker nimamo prebavnih encimov, hrana, namesto da bi se presnavljala, nam gnije, trebušna slinavka zgubi na svoji moči in potem smo mi napeti, lačni in debeli. Tako, bom rekla. Zanimivo. Ne? Ker iz hrane mi ne dobimo hranljivih snovi, ampak nam hrana bolj se gnije v prebavnem traktu. No, ta metabolni sindrom, ki ste ga omenili, je na prvem mestu obolenj jeter, alkoholizem, ki sem ga omenila, pa celo na 3., ne? Ja, Ni saj tako, tako je. kot mislimo. Stres ima tukaj tudi velik vpliv, ne. Mi velikokrat delate potem pa kakšna, ki veste, da je lahko malo več alkohola, pa so jetra še čista, ne. Tako da... Mogoče zaradi tega, ker potem tisti malce manj stresa, ja? ne, bolj sproščen. Vse v stresu imamo tudi oddaje, pač ravno o tem govorimo, ker se premalo zavedamo, da ga dejansko imamo, ker ga sprejmemo za svojega, ne? Torej, ko pridejo k vam kakšne stranke, kaj opažate konkretno? Vse to, kar ste seveda omenili, Velikokrat bom rekla tako, ko rečemo, kako pa čutite prebavni trakt, ne, je spahovanje. Če je to spahovanje, je direktno nekako nas usmeri tudi na žolč. Ne? Sploh recimo, če po hrani, namesto da bi se normalno začelo presnavljati, je tisto spahovanje, ne? Ker dobro, majhni dojenčki lahko še podirajo kupček, ne? Mi pa ne vem, kolikokrat ne bi bilo potrebno, ampak to je tisti znak, da ni prebavnih encimov in da žolč mogoče ne deluje tako, kot bi mogel. Potem pa pri jetrih, ne, pravijo tudi tako, ne, če se mi pogledamo tako dol, ne, imamo mogoče lahko prav na desnem kraju malo bolj izbočeno. To je že, vi še ne. To je že en taki znak, recimo, da so jetra preveč obremenjena, preveč zamaščena in potem se dobesedno vidi, da je izbočeno na desni strani, ne, bolj kot na levi, takrat, kadar smo lačni, recimo zjutraj, ne, ker potem, kar napolnimo želodec, potem je tudi na levi, ne. Največkrat je to utrujenost.
tista, ni, bom rekla, tiste energije, ki bi lahko bila, ne. Potem začnejo upadati hormoni, ne, tudi pri moških, recimo, velikokrat se vidi, testosteron je nižji, Ja. ne. Posledično, če je testosteron prenizek, pa je lahko tudi vpliv na prostato. Ne, ker če imamo prenizek testosteron, se potem lahko prostata začne večati. Kako imamo hormonsko ravnovesje, pa smo povedali, ne, so jetra tista, ki nam nekako uravnavajo hormone. Potem imate tisto nepravilno presnovo, lahko tudi bolj zaprtost, ne, lahko izmenično, ne, da recimo, da nekdo, kadar poje eno stvar, je zaprt, potem poje pa nekaj drugega, ker ne more presnavljati, na primer pa driska, ne. To so tipične snovi, da jetra niso tako dobra, kot bi lahko bila. In smo spet tukaj, da se moramo poslušati in gledati, ne samo res je. čakati na izvide, ne. In tako kot se jaz pri tem preparatu izjemno hitro čutijo ljudje učinek, ne. Čutite, da se vrača energija, da se sprošča tukaj v predelu trebuha, da v bistvu ni tega spahovanja, da je, bom rekla, resnično hrana drugače predelana, ne. No, spoštovani gledalke in gledalci, danes smo vam torej predstavili Liver Protect Komplet, ki je v bistvu formula dr. Majiča, prej sva omenila, Ja, res rečemo je. nek dr. Majič, Marješke Toplice, Jaz potem tako vsi rečem, vedo. to je njegova življenjska Njegova dela. življenjska formula. In seveda ta čaj. Lahko pokličete na telefonsko številko 01 589 6636 in zdaj te izdelke tudi naročite, seveda tudi tekom drugega dela oddaje. Gospa Herta, deva še enkrat za tiste gledalce, ki so nas morda ravno začeli spremljati, cena. Vi pravite, da je Liver Protect je 54,80 €. Pravim, da je njegova vrednost večja od njegove cene. Še vedno. In čaj, ki imate tako za 1,5 litra čaja v toku celega dneva, 30 dni, imate 16,70 €. Tako da resnično je to kombinacija, ki jo čutite in vidite, da ste naredili nekaj dobrega za svoje zdravje. Ne. Ja, tako, ne, ko to razmišljam, da res čisto ste mi dali misliti, no, prej, kar se tiče teh hormonov, pa potem otekle noge. Mi, da sva ravno te otekle noge in ožilje tudi že predstavljali v naših oddajah, glede na to, da imate toliko izdelkov. Ne, Res je. To je, ampak tako kot smo rekli, ne, če jetra ne delujejo pravilno, potem imate velik rizik kardiovaskularnih obolenj. Ne. Tudi povišanega krvnega tlaka, holesterola pa vseh teh snovi. Ali nam mogoče samo lahko še mogoče opišete to sodelovanje z dr. Tomislajem Majičem? Dr. Tomislavom Majičem se jaz poznam, bom rekla, zdaj praktično že tudi skoraj 20 let. In on je vedno rekel, jaz imam eno tako formulo in tako, to bi moglo biti udarno, ne. In pa sem rekla, dajte, doktor, ne, dajmo narediti to formulo, ne. Je rekel, veste, jaz vidim, ki srečujem te ljudi, ki pridejo v Šmarješke Toplice, vidim, kakšne probleme imajo in jaz si mislim, da za to formulo bi njihove probleme lahko veliko olajšali, ne. Pa sem rekla, dajte to formulo ven in bomo to izdelali, ne. Ja, ampak veste, to mora biti posebna vezava, to ne bo šlo kar tako in tako naprej. In moram res reči, da smo to vezavo iskali in na koncu je so to vezavo bili sposobni izdelati samo v Avstraliji. In je zato ta artikel res tudi v Avstraliji narejen, zato ker je on zahteval posebno vezavo. Kajti na tržišču imate malo morje, bom rekla, proizvodov za čiščenje jeter, ampak je rekel, on mora biti tako vezano, drugače sploh ne deluje. Ne? No, in zato smo to vezavo naredili na te fosfolipide, na te maščobe, da se resnično prehaja v jetra in lahko hitro čisti. Ne? In imamo v Sloveniji prave strokovnjake, ne? Ja, včasih iščemo samo v tujini, ko pa ne vemo, kaj nam dajo notri. Mi smo majhni, ampak smo dovolj brihtni, če želimo biti. V glavnem, s tem preparatom imamo tudi tako, že potrjene izkušnje, tudi hujših obolenj, bom rekla. Vem za gospoda, ki je recimo doktorja klical, ki mu je rekel, glede na vaš proizvod imam jaz v tem življenju še eno šanso. No, tako, spoštovani gledalci, lahko nas še zdaj pokličete na telefonsko številko 01 589 6636 in naročite tudi te izdelke, sicer pa lahko pokličete tudi v podjetje Biovis in če ste omenili gospoda oziroma doktorja Majiča. Zelo zanimivo, ne, njegova misel je napisal o ljudeh, ne, ki imajo post in pa prehransko razstrupljanje za šarlatanstvo, ne, jim je namenil besedo. Veliko ljudi ima mišljenje, malo pa je ljudi, ki mislijo.
In s tem se tudi poslavljamo od vas, tako spoštovani gledalci, kot tudi od vas, gospa Herta. Hvala, da ste delili z nami vso to znanje. Poslavljamo pa se za danes tudi od vas, spoštovani gledalci, ampak vas seveda prepuščamo drugemu delu oddaje. Med tem časom pa še lahko pokličete na našo telefonsko številko in naročite te izdelke. Pa lep pozdrav.